The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Čau, sončki. Evo, zdaj moram nekaj narediti, ker nikoli nisem hotel, ampak je treba, če hočemo pač kanal še naprej, ko bi rekel, večati. Se pravi, prosim vas, kliknite v like spodaj, gleda vas videe tudi 2 Jurija plusu, cirka 2 dneh. Lajkov dobimo pa tam ene 50-60. Če vam ni všeč video, kliknite dislike, pa bomo imeli ene 500 dislajkov ali pa Jurija pa pol. Ampak, ja, upam, da vas to preveč ne moti. Stisnite srček, kanalu ful pomaga, za vas je za 100 sekundico vam vzame. Tako da, dokler ne bomo prišli konstantno na 500 lajkov na video, boste poslušali mojo faco še pred podcastom. Tako da, to je to, hvala, zdaj pa gremo nazaj na podcast. Danes je ponedeljek, Petra sem odstranil iz stola, tako da zdaj je z mano gospod Matej Lovše. Tako da, Matej, kako si? Super. Vroč stol imam še. Ja, ne? Je Petra zagrela tam. Čist. Eno vprašanje, ki ga se mi zdi, da zastavim skoraj da ne vsem. Malo bolj resnim kolesarjem, koliko imaš že kilometrov letos? 14 Zuniš tisoč. vse, ali? Večino. Pa kar dosti gorca bilo. Mogoče, ajde, recimo tam rekel, ne Jurija pa pol, mogoče jih imam not. Okay. Mogoče. Koliko je pa gorca od tega? 6? Ful mal. Če si rekel večino je bilo gorca. Ne, večino zunaj. Ja, koliko je bilo pa gorca? Kaj, 3? Mogoče, ja, ker sem imel še ta starga stanovmo, jih imam Jurija pa pol. Okay. Ja, ene 3. Okay. S Petro večino podcasta se pogovarjala o trenažerjih. Kaj imaš ti za en, ti imaš Elitovga? Elitovga, kaj Drivo. Ne, Drivo sem imel prej, zdaj Direto XR ali kaj. Okay. Ja. Tebi tudi dela to že kar nekaj cajta, ne? Ja, takrat sem imel z Drivo tam probleme po 2 letih, mi kar crknil, pa mislim, da ste mi pol zamenjali prej. Tako da imam sem tega pa zdaj dosti manj uporabljen, pa sem kar mal nehal, ampak bom letos spet mal za laufo sezono. Koliko pa si rečemo v teh zadnjih 5 letih, koliko po preču pa delaš kilometrov na trenažerju? 2019, če gledamo 6 let. 2019 sem naredil jih 7 ali pa 8. To je med kaj? December, januar, februar? December, januar, nisem bil praktično nič, mogoče 2 fure zunaj. Vse noter in vse v nula in je bilo ful dober rezultat sam. Glava ni pa. Snimala, ker sem prišel še do tebe. Ne, tisti let, ko sem jaz zmagal Pinarello. To je iz 2018 na 2019. 2019. Pol iz 2019 na 2020. Tako, ja. Pol se mi še več ni dal tukaj. Ne, pol sem delal, vse sem kar december, januar vedno, ne. Okay. Letos bom pa spet mogel biti malo bolj priden, ker lani mi je mečko zmanjkal zima. Kaj pa delaš na trenažerju? Delaš prav intervale ali bolj bazo? Bolj bazo. Mislim, intervale ja. Okay. Tudi intervale, ampak ne VO2 max. Oziroma, če se le da ne, ker katastrofalno jaz delam na trenažerju te ful težke treninge. Res katastrofalno, tako bom rekel. Če v zunji delam VO2 max na 420-430 vatih, noter pri 360 sem že gotov. In je pol sploh ne vem, če ima smisel nekaj. Ne? Tako da večino bazo LT1. Se pravi, to je kaj, na 80% od FTP-ja max? Ok, če malo pospešimo, recimo, no. Ali pa 80, tako 85, 300 vatov, no. To so te daljše intervali, pol 10 minut plus? Ja, začne z malo krajšim, pa plus, pa pol je tudi čez 1 uro tega, ne. Vse skupna vrednost. Intervali so dolgi, lahko začneš, ne vem, z 8-minutnim. Lahko bi tudi s 5, ampak skupna količina je pol na koncu, recimo tudi lahko 1:20, 1:30. Ja, nek sem se zdaj že badal še, pa na koncu je lahko interval tudi 1 uro dolg. Ne, okoso ne, to nima nobenega smisla. Tako ga bi delal prak 1-urne treninge. Ne. Okay.
Enač, ti si danes prišel, da malo podebatirava prvo tele zimske treninge, ki so že začela, pa še malo neki plani za naslednjo sezono, pa mogoče ni tako nujno, mogoče boljš taki bolj splošni. Tako, kako se pripraviti za enega amaterja, rekreativca, ki se hoče pripraviti, ne vem, za te glavne dirke, ne? Kdaj je po tvoje, ne vem, treba začeti trenirati oziroma bazo nabirati? Ker itak zdaj se mi zdi, da prvih par mesecev, zdaj sploh, ali pa mogoče prvo vprašanje, koliko časa misliš, da je tebi baza vzela 10 let nazaj, ali pa 20 let nazaj, ki si vozil kolo, ne vem, 5 let, ali pa zdaj, ki si že, ne vem, 20-30 let na kolesu? Ja, siguren, lahko hitreje pridem noter. Okay. Ne? Ampak načeloma je vedno premalo. Baza ni nikoli dost. Mislim, če se dobro hočem pripraviti, jo imam full. Recimo 2 let nazaj, sicer sem bil prej tako skurjen, sem jo začel že v bistvu začetek septembra, ker tukaj sem si avgusta vzel frej, pa delo bazo praktično do februarja. Sicer se imaš pač razne umestne, pač više greš gor, ne? Ampak v osnovi je baza, cone 2, full velik, full, ker sem bil katastrofalen. Načeloma pa približno isto delam procentualno. Zdaj je odvisen od tipa treninga, kako sem delal, ker sem malo spremenil, pa tudi trenerja sem med druge čas. Zdaj pa zelo podoben. Na vsak čas se pa nekaj toplo vodo odkrivam, pa ga začnem čez zimo, ker se mi ne da. Kakšne, tako kot je lani ciklokros, ne? Okay. Vse je super, ne? Sam, veš, pa bi kar nimaš konca. Aha, sam ciklokros odpeljem, pa je pa una tekma, aha, pa še una bi bil rad dober. Na koncu si gotov. Ne? In dobro, zdaj pa je nazaj na tisto, kar sem vprašal, ampak približno isto. Jaz spet je odvisno od kaj je tvoj cilj, kje je tvoj cilj, koliko delč v sezoni. Je to sred poletja, je to začetek? Ne? Pa mogoče drugače vprašam. Koliko se pravi bazo naberaš, koliko pred tistim glavnim ciljem oziroma ta prvim ciljem bi pa začel z nekimi specifičnimi intervali? Lahko je, ponavadi naredim nekih 10 tednov prej en dober počitek. Okay. Po tisti bazi. To je zdaj malo posplošujem. No? Naredim en teden ali pa 5 dni čiste pauze, potem pa nazaj malenkost obnovim, potem pa recimo, da se je delali tako, da 5 tednov pred tekmo stopnjuješ, do nekje 14 dni, 10 dni pred tekmo, ko pa začneš tapering, pa spuščaš. To je, veš, vsakeč malo drugače, ampak recimo 5 tednov prej vsak teden malo dvignem, se pravi 3 tedne dviguješ, potem pa zadnje 2 tedna 10. Odvisno spet, koliko si se prej pripravljal, koliko je pomembna tekma, koliko spuščaš, koliko dolg tapering narediš. Pri sebi vem, da to, kar sem skozi delal, mi najbolj ustreza. Cirka, da imam 3 mesece, pa najprej s temi daljšimi intervali, pol so krajši intervali, pol je pa na koncu ni, ne vem, ko bi rekel, zelo kratki. Pa po 3 tednih je pol en teden malo bolj, rečemo... 4 tedni cikl. Ja, 3 tedne je malo bolj hard, en teden bolj na easy, pa spet 3 tedne. In to, vsaj meni to rečemo, da ustreza, ker se mi zdi, da pri vseh ne bo, pa tudi zdaj, ko se pogovarjam, pa ne vem, zdaj sem se rečil, sem glih mesgeca tudi v fitnessu, ne. Vidim, da če vključiš pa še fitness zdaj noter, ne, pa se ti pa sploh vse spremeni, ne. Pole pa še malo drugače, oziroma si ki imamo še šihte in podobne zadeve, ne, težko greš ti na kolo en dan za, ne vem, 3 ure, pa boš pa še v fitness še za, ne vem, urco pa pol. Tako da si ne predstavljam za normalne rekreativce, kako bi to uspevali, no? En dan imaš, v bistvu, če delaš 7krat na teden, ne, mislim, če imaš 7 dni v teden, ne, če ima, recimo, da 5 treningov narediš. Ja. Od tega 2 počitka, pa mogoče tista drug počitek je lahko tudi en trening fitnessa. Lahko, treba malo pogledati tudi na pač posameznika drugače. Sam jaz zadnje čase vidim, da mi je mogoče celo ta 3 tedne, en teden mi je celo preveč. Spet odvisen, v katerem obdobju si, ampak enostaven rabim prej počitek. Okay. Manj, se pravi
ne 2-1, 2 pa 4-5 dni počitka, mogoče ne cel teden, ali pa sem 3 dni, ne. Mi bolj ustreza, prej vse pridem, kolikor malo pretiravam s tem 3-1, se dobro, če res paziš, če res lepo stopnjuješ, kolikor mečkam pretiravaš, je predolga in ne prideš k sebi. Ja. Mislim, koliko pa imaš pol, rečemo, med takrat, ko treniraš, če imaš 5 do 7 dni na teden, imaš kolo? Koliko od teh je pa tak, da je zahteven trening, tako, da si... 2, delaš neke max intervale. 3. 2, recimo, da 2 težka, pa en neki srednjega, drugo je pa neka klasika. Veliko večini se dela tako tork, sreda, četrtek, petek neki na easy ali pa frej, sobota, nedela, ponedeljek frej. To je en tak osnoven. Vse pol se lahko spet prilagaja, ampak eni imajo tudi 5 dni zaporedoma, pa 2 dni frej. Tisti je bolj ekstrem. Ja, ne, se meni to, kar si zdaj povedal, mi je logičen. Takrat, ko sem se najbolj špelo, vem, da sem bil od februarja pa do Franje, mislim, da sem falil sam en dan brez kolesa. In sem se ful dobro počutil, ka letos, rečemo, ko sem si vzel tako vmes kakšen dan tudi frej. Se pravi, da sem bil, ne vem, 10 dni brez kolesa v 3-4 mesecih. A veš, da sem bil na Franji tako, ne vem, ker se mi zdi, da rabam a veš, tako, ko pravijo za profije, ko imaš res zdaj, eni se vozijo čist na easy, eni grejo pa tudi na hard. Meni če imam preveč na easy, se mi zdi, da kar zgubim občutek v nogah, oziroma če grem čez svoj max, me pol toliko zakisli, da ne morem nič. Če greš čez svoj max, kako misliš? Ja, če grem že, ne vem, je rečemo nek maraton in greš na začetku čez nek svoj maksimum, pol ne pridem več nazaj. Takrat, ko sem pa malo bolj, rečemo, noter, pa tudi če grem čez, se mi zdi, da hiter pridem nazaj. Zelo, da je povezan to s pripravljenostjo enostavno bilo. To je več razlogov lahko, ampak ne vem, kaj ne ti rečem, jaz ponovadi, ko sem v ritmu, mi je fajn, da imam čim manj tistih počitkov, ki te resetira. Sam, če nimaš počitka, sicer boš naslednji dan malo slabši, ampak ne boš se prilagodil tako na višji, na res visok nivo. Ne. Se pravi, za progres moraš imeti. Jaz mislim, da je to vse skozi poudarjamo, da je to ful pomemben, ampak se mi zdi, da vzad pa rečeš, sej ni, ne vem, se mi zdi, da nimamo še toliko podzavesti to. No. Bojimo se vsi, veš, pa kako bi jedel, pa da zredo se, pa ne vem kaj vse, ampak v bistvu počitek je ful pomemben. No. Ne zdaj, da sam počivaš, ampak tako večina jih preveč trenira. No. Ja, mislim, sej tudi nas včasih bom rekel, ne sam jih. Mislim, da si tudi ti ta primer. Mislim, po kilometrih nimam toliko veliko, ne. Sam jaz se znam kar hiter sam sebe ful hiter sprav čez. Pa se mi zdi, da je to pri dejstvih kar standard, da se kar bojimo počivati. Da je to kar fakt, zdaj pa si 2-3 dni, pa že kar misliš, fakt, zdaj sem pa zgubil cel let. To mi je, sam letos sem imel pa, letos mi je pa tako pasalo to. Ja, verjamem. Tudi malo nisem pomislil, da bi kaj šel na bicikl. Ja, veš, da nismo šli zdaj po enem tednu, sem bil od prejšnje nedelje, sem bil pres, pa smo šli v soboto se tako zapet, sploh se nisem mislil, ampak ko so glih objavili, da se bo šlo, sem rekel, ajde, fuck off, grem tudi jaz. Pa mi je bilo super, ker smo šli res na easy, tako, ne, jaz sem obračal 160 do 200 vatov, kar je zame nič. In mi je bilo toplo, lepo smo se pogovarjali skozi free coastal in 90 km je šlo tako mimo. Sam, da bi se pa zdaj prav lotil že treningov, a veš, da imam še vedno se počutim na take malo zmatrane noge. Ja, sej ne bo tudi. Koliko časa si počival? Ja, 5 dni, 6. Ne, pa sam, pri meni je drugače, ker jaz, rečemo, po moje že od septembra naprej se ne vozim več tako, kar smo se, rečemo, ker sem se do Franje. Ker sem, rečemo, da kao probo nekaj trenirati. Bolj so pri meni problem bili zdaj na konc te runde, ki jih imamo kle. In pol imaš tork, pa četrtek, ki greš na polno
Ja. In mi je bilo, ko si izmatran, 2krat na teden mi je to že čist preveč. In tudi takrat, ko nisem hotel iti, me pol Petra poturila, da sem jaz šukal ta hitro skupino in zdaj na koncu sem že čist gotov. Tudi kilometrine, mogoče se sploh ne zavedamo premalo za take stvari, da imaš to 2 težka treninga, ki so 2 runde, ne? To ni mal. Pa sigurno še pol 2krat v teden ne greš čist na easy. Ne, jaz sem hodil vse druge dni, je šlo čist na easy, razen ob sobotah, če smo imeli izlet, sem šel pol tako... Ne, izlet cel je bil na easy, sam takrat, ko je bil klanc, sem probal en del klanca je sam hitrejši, pa je to bilo lahko samo 5 minut. Tako da ni bilo, da sem se, ta izleti naši so, tako kot je bila zdaj v soboto, pogovorni tempo. Tako da to mi je bilo, se mi zdi, da je bilo to kar vse dost okej. Razen v sred poletja, pa to so mi bile že runde, sem že čutil da me prav uničujejo, da je bilo too much. Sam fora je, kaj jih imamo, ker ne moram iti kakšno počasnejšo skupino, ker moj ego mi ne dopušča. Pa se ne vem, če ni boljš imeti frej, kot pa neki vmes. Mislim, malo je to tako, no. Pa jaz pri sebi opažam, da mi skoraj bolj se pol sam razpeljati, kot pa da sem čist frej. Vse pomaga. Sam za 1 uro pa res na easy. Saj kako nekateri pravijo, tudi jaz se kar dosti strinjam, da recimo, da tiskaj imajo par metre pa vejo, kaj je TSS, ne, stresne točke. Da bi mogel imeti regeneracijo takšno, da priješ domov, da imaš, da je enomestna številka pri TSS-ih. Okay. Tebe to že da je ratal? Ne. Ti bila tudi na regeneracijski vožnji? Ne, samo veš kaj to, imaš pa kaj, 9,9, ne, 9 TSS-ov, ne? To se moraš res počas perati, ne? Tako mi rekel, res drugače je fajn, da se res na easy, ne? 20 TSS-ov, da narediš ali pa ne vem, karkoli na easy. Jaz sem šel parkrat na razpeljavo, sicer imam res tako ravninsko, 30 kilometrov, average puls sem imel po 90. Ja, to je super. Tako da meni je bilo tako čist na easy, meni je bilo to čist. Vse to je dobro. Sej, a veš, mene so že prej včasih skozi sprašvali, veš, ki so bili dosti slabš pripravljen, pa prav, ker pet z mano se ti boš imel razpeljavo, ni res. Jaz imam razpeljavo lahko sam sabo. Nobenemu drugemu pa je lahko pol slabš pripravljen, vedno ga neki pritisnejo, meni to ni nič, to pol brez vede, da grem. To se mi zdi, da greš lahko edin za enemu, ki podobno razmišlja tako kot ti, da prav ve, da ta imela razpeljavo in da gre ta, ne vem, pol lahko na kavico in se ostavta, pa gre ta nazaj, naredita unih 30-40 km s kavo vmes in je to. Točno to. Takoj, ko si s kakšnimi slovenskimi rekreativci, to se mi zdi, da ga že kar morajo. Ja, nekaj moraš vedeti, ne? Če gledamo pripravo, vsi bi neki tisto 30 na uro lovili. Če še vse imajo vsi v glavi to povprečno hitrost. Sem za 30 na uro, moraš biti kar dobro pripravljen, da se lahko na easy voziš. Na easy, pustimo, pelje se lahko vsak 30, sam da imajo 160 puls ali pa 150. Ne. Ampak, ne vem, no, se mi zdi, da se vsi bojijo počas peljati. Recimo, prav cono 2, ja, pa se pol pelje 200 vatov, pa da imaš ti 260 FTP, to ni cona 2. Jaz recimo počas pri 200 slabo počutim vatih, pa imam FTP 350, ne? Tako da tudi 170 bi se lahko čas vozil, pa ne bi nič narobe, če imaš dost dolžino. Pri meni vem, da po rundi, ne, sploh v četrtkova, ki je taka mal težja, jaz vem, da po petkih sem šel, povprečni vati so bili, ne vem, okrog 150 do 160, rečemo, ne, to pulza, tako kot sem ti rekel, do 100 max average, pa sem se pač tako prav z muko sem se vozil, ker je bil prejšnji dan mi toliko naporen, pa je to kratka fura, ne. Sam, ko gremo, štartamo, gre to od začetka do konca, sem jaz v 300 plus vatih, pač ne gre. Jaz se v klanc gor sem malo razpeljan, zato, ker se mi unite hitri odpeljajo. Imaš mir malo. In pa mir in bo gre malo bolj na easy. Takrat, ko sem si pa rekel, da bom pa šel v klanc gor, pač to sem prišel domov, to si spužva, pač se vležeš in naslednji dan greš res toliko na easy. Haluciniraš. Mi smešen, ko mene s trekkingi pola, veš, koliko je okrog Ljubljane, te prehti. Si najbrž misel mene videl, si misel, o bože, tam kar ne gre. Hud bicikel, lega pa tak. Ne, se strinjam s tem, tudi jaz tako isto razmišljam do tega. Sam je dober, ker zdaj sem si že zadal, da me ne motijo, če me prehtijo, ker včasih vem, da se veš, vsak je pršel mem, ne,
Znala si priključil pa... No, ja, točno to. To imam jaz, pa zdaj že kar dosti let. Se rabiš nekaj časa, ampak 15 let sigurno. Mene ne zanima. Pejt mi. Še fajn mi je, ker se njemu fajn zdi. Ja. Daj mi povej, mi da se že po telefonu pogovarjala, plani za naslednjo sezono, pa mogoče te bom vprašal najprej, kera od teh ta večjih, rečemo, prireditev v Sloveniji je bila pa tebi najbolj všeč? Sem glasoval. Ne, sam nisem tako jemal, ker si imel. Jaz sem napisal, da je Franja največji dogodek. Ja, se ker to je. Dejansko je. Nisem rekel, da mi je najbolj všeč, pa tudi malo je že to. Mislim, toliko enih dogodkov, vse se je izpel, se vidiš, da je v zadnjih časih je vse tako malo že. Ne vem, Pogi Challenge je prepozen, da bi, če bi bilo to sred sezone, mogoče bi bilo to še večji boom. Mi je bil ful všeč. Mislim, meni po moje zaradi tega vzdušja, sploh zadnji kilometer je tam mogel biti noro. Ja, ne, meni ful dobro bilo to. Ful dobro. Mal je bil vreme, ki je nagajal, ker ne moramo vplivati. Pa pač mečken mi je bil grenk preokus, pa kakorkoli si drugi mislili, ampak jaz bi malo drugače imel, no, vse skupaj. Jaz bi na konci želel, da bi bil Pogi malo več z ljudmi. Malo več, če že ne moreš. Ampak ne vem, princip, to je zdaj čisto moje mnenje. 1 uro imaš čas, se družiš, podpisuješ, ali pa pol še enkrat 1 uro. Vse to je, ta dogodek je v bistvu ravno v tem poanta, v bistvu na koncu. V bistvu je pa bil skoraj neviden. Ne. Tudi, ko si videl, ko si v cilj prišel, je šel za sebe in je bilo konec. Jaz mislim, da ni to on si tako zamislil, ampak cela organizacija je bila taka. To mi je bilo lahko lepše, pa tudi pol, ko sem gledal enih par teh YouTube videov od tujcev, ne. To me je pol malo šele šokiralo, ne. Prišel je recimo iz Tajvana, iz Tajske, se ne vem, pa iz Amerike. Vse so blizu vseh Nisem imel nič stika z njim, ne. In mi smo bili že, mislim, meni je bilo že malo tako, ko sem bil praktičen domačin na en način. Mečken več bi mogel biti, no, z ljudmi. Ja, mislim, to je bil tudi pri meni, pač ta prva stvar, pa sem se postavil v kot, kaj pa če bi bil zdaj on nek, ne vem, Belgic, ali pa da bi bil Američan, ali pa neki. To, on je zdaj v bistvu tak status človeka, da si mogoče mi tukaj niti ne predstavljamo, ker zdaj sicer ne vem, kako je pri njemu, ampak on tudi po moje zdaj, če bi šel čez Ljubljano, se bi dubil kakšnega Pogi, da se lahko slikava, saj ne bi bilo pa to zdaj, da bi ga poplava ljudi, tako kot če bi šel LeBron, ne vem, tam po LA-ju se sprahajati, brez varnostnikov bi bila najbrž pizdarija. Tako da razumem vidik ekipe in vseh, da ga hoče zaščititi. Normalno. Razumem pa tudi pač vse nas, oziroma vsi, ki smo prišli na dogodek, da bi si mogoče želeli vsaj določeni, da bi bil pač on bolj tako s folkom. Ne? Jaz mislim, da se ne bi bilo treba veliko, veš, malenkost, par stvari. Pa ja, en je sicer napisal na video spodi, da dajo neke avtograme, pa to jaz sicer nisem videl. Je pa res, da meni osebno, ne vem, jaz sem ga srečal v živo po moje enkrat glih, kaj je prišel to še takrat, kaj je vozil še za Gusto ali Rok ali karkoli je bilo, kaj je prišel čevlje probavati, takrat sem ga videl, to je bilo, ne vem, zdaj koliko je to, 7 let nazaj, najbrž. Takrat sem ga v živo pač videl. To je pa to. Pa mogoče tudi nisem tak starstruck, da bi zdaj avtogram tisti red, tako da meni, vem pa, koliko bi, rečemo, mulariji sploh, da bi jim pač ful pomenil. To sem tako da bi mogoče dal tako kot pri Božičku, da grejo lahko sam stari do 16 let do njega in da se lahko slikajo, ker mislim, da za te je pač ful pomemben. Vsi, kafora je, da tukaj so tudi gospodje, ne? Vem, da bi si vsi hoteli pač slikati z njemu, pa tako kakšno reči, sam razumem, pa stari, če nas je tam 50,000. Ne, vsi ne, ampak veš, kje se spomnim, recimo, čist druga tenisa, Nadala, ne? Nadal je del podpise, dokler ni ta zadnjega dal, dokler so hoteli. In to se je ustavil po tenisu in pa je lahko bil 2 ure tam. Pa to je bilo
po tekmi, ne tako, ki je pač čist dogodek za njega. Ne. Pa ne, veš kaj, zato ker vem, mislim, jaz ga vsaj malo tako poznam, z druge pa je ful v redu. In itak je pa zdaj to po moje toliko priljubljen, težko je to narediti, se razumem, ampak malo je bil ti zgrenk priokus mogoče, no. Pa ne z moje strani nasploh, ker sem videl ljudi. Ja, jaz sem se sam postavil v kožo, če bi šel jaz zdaj nekam, rečemo od kakšnega Rosija, ki je po moje edini, kjer bi jaz bil kar mal trd, pa da pol ne bi mogel dobiti autograma ali pa kaj tam bi bil tako, bi bil malo slabe volje. Ja, če prije za to tako. Tako da, ampak jaz naslednji let sem si prav označil, tudi če nočem iti na krvavc nikoli v življenju več, bi šel pač na Pogičen sam zaradi tega vzdušja, ki je bil na koncu, meni je bilo top, tudi folk gor mi je bil top, koliko so bajki gledali, je bilo pač vrhunsko, folk je hodil do mene, tako sprašoval kaj in jaz sem bil ful zadovoljen. Še tega gospoda sem srečal, ko si mu ti obroče prodal? Princeton? Ne, kolos sem mu prodal cel. Cel? Ok. Jaz sem mislil samo obroče. Jaz sem bil sam na obroče pozor. Nisi videl, kjer kolo imel črn. Pismo, zdaj se ne spomnim. Za obroče vem, za cel kolos. Vse sem mu komplet. No, čak so začela v teh dogodkih, se pravi Pogi Challenge. Ta je že, zdaj v bistvu je ekskluzivno, kaj bom jaz drug let. Se še sam nisem čist dober odločil. Ne, imam zadnji 4 dni nazaj. Me je malo prešinil, pa sem si plačal štartnino za Francijo, za letap. To bo tista, ki bo v bistvu ta najhujša etapa. Mislim, da bo kraljevska na Turu. To je tako, gre 2-krat gor? Kam? Na Alpe d'Huez? Ne, na Alpe d'Huez gre 2-krat, ampak 2 dni zaporedom. Se pravi enkrat. Sam iz druge strani. V bistvu je štart pod Alpe d'Huezom, pa gre na kaj že ta prvi klanc? Križi gor. Ful znan klanc je tudi. Zdaj mi pa v glavnem polje Galibije pred zadnjim. Ne vem. Se bom spomnil. Galibije pa na koncu pa gre iz zadnje strani na Alpe d'Huez, to je 5400 višincev. Mislim, da je 170 km. Huda je, pa sem rekel, ok, to bo kdaj pa je? 19. juli. To je en dan prej? Ne, ja, ne vem. Isti dan? Ne, mislim, da je to 19. je nedela, potem je pa tista je pa petek, pol naslednji. Se pravi 5 dni, 6 dni. Se pravi en teden prej v bistvu. Ja. Okay. Podobno je bilo, ker sem bil 3 leta nazaj. Je bilo podobno. Je bilo pa kontra, na Alpe d'Huez je bil cilj, štart je bil pa v Briançon. To si mi ti message pošiljal, ko sem ti jaz napisal, kva to sploh misliš. To sem, ne, pa sem pa kar plačal si, zato ker je drugače to vse razprodano, ampak ker sem bil v Kranju, imaš prednost, da lahko prej se prijaviš. In zato sem šel, pa še kolega bo šel, tako da bomo imeli malo družinski izlet pol po tistem. Pa konc sezone, tistega dela sezone. Tako da mi je nekaj, veš, da te vleče, si v bistvu prva 2 klanca sta oba, ura pa polna, vsak na polno. Pa ta zadnji bo pa tako odvisen, ali bo ura pa pol, ali bo pa 50 minut. Odvisno, koliko me bo prebil. To so average klanci, koliko 7%? Je vmes ga kar navija, veš. Sem povprečje, po moje. Alpe d'Huez je kar bolj. Sploh iz one strani isto, kar star. Niso oni prav klasični francoski. Ta je, kaj je že ta prvi, je malo boljš. In mislim, da je en najdaljših. Takrat da sem se okrog 30 km. Jaz sem tudi Galibije, če gre čez... Model 30 km, jaz sem se na Tenerife vozil 4 ure gor. Ja, dobro, si šel počasno. Ne, po svojih zmožnosti. Ne, takrat, ko sem vozil z Briançona, je bil Galibije, pa je bilo vse tam ura 20 po moje. Odvisno spet, kje gledaš, veš te klance, kje začneš. Pol ta drug je bil ta isti Croix de Fer. Croix de Fer je to, ja. Ta drug je bil ura pa pol. Pa je tako, vmes položen, dvigne pa tako. In zdaj gremo pa iz kontra strani.
štart Croate Ferry, ampak to je tako, veš, to rečeš bo za štartu, ne vem, 310 vatov, ker je že meni do tlele gor, če grem 3 klance, tako, ne. To je grupa 30 šla. Noben ni čakal, ali pa 40. Sam veš, da pri tvojih 310 vatov, to je pa mojih 400, 410. Sam pol, to sem šel recimo 2 klanca, to 3 ure, ne, tega. Ta zadnjega Alpdo je pa, na koncu sem shodil čist. Nikamor več ni šlo, ampak... Si lov 250 obračal? Ne. Sem začel z 270, pa ni šlo. To je zabil čist. Čist, veš kaj je bilo? Skoraj 40 stopinj je bilo spod. In za piti je bila samo neka topla voda in ful slabo, pa sem najdel slab, sem šel kar pod slab. Pa je bilo pol boljše, ampak me je čist zmanjkal. Pa ful lepo sem temperal, ne, sam prav vroče je bilo, no. A pri sebi si kaj ugotovil, koliko moraš kaj slabš, mislim, koliko moraš imeti manjše vate, takrat, kaj je res orang vroče? Pa točno ne, ampak odvisen, kako sem aklimatiziran na to vročino. Okay. Jaz sem ful veliko delal to. Že takrat sem s podlogarjem začela, že 2018-2019 sem jaz delal to v sauni, po treningu, pa pol tudi vročo bano. Te stvari sem ful delal in mi je ful pomagal. Ni bilo treba veliko. Nisem mal, ne vem, 5% recimo. Koliko pa rečemo, pred tem moraš začeti to trenirati, oziroma imaš lahko tako, da rečemo, jaz bom šel letos po vsej verjetnosti na Tajsko za 1 mesec kolesart in to je glih tam do sredine februarja. 8 treningov, približno smo imeli tega. Veš, mečken, malo že v zadnji. Meni se v telo itak spet navadil na mrzlo. Ful hiter sem navadil, tako da jaz bi proti koncu to delal. Klimatizacijo lahko ful hiter narediš za vročino. Tisti, ker pa drugi delajo, da bi radi hematokrit dvigali, tisti pa malo daljši proces. Ker delajo profi, ki se pregrevajo, ne? Okay. Ja, ne, se sam tako me je zanimal, kaj bom videl. Trenutno imam Španijo. 8 treningov, 2 do 3 na teden, 2 do 3 tedne, no. Okay. Je fajn malo iti, tukaj, da pregreješ kor. Okay. Ali pa v zimska oblačila na 25 stopinjah. Na tranžer. Ne vem, če se ti vdal. Ok, se pravi, letap Francija, še kaj? To je pa letap v Sloveniji. Okay. Tu bo pol, ker bom malo pauza že naredil. Takrat to je septembra pa? Ja, ampak ne vem, če bo glavni cilj, ker ne vem, če mi bo znesla. Okay. Prej imam začetek sezone, bi rad mountain bike malo več podirko. Če bom lahko skombiniral, bi državno prvenstvo mountain bike, cross. To, ki mi je fajn, no? Da mečkaj novim, drugače pa to, pa tale Tour. My Tour. Ja, a naslednje let, ne vem, si ti kaj slišal, kam bo šla? Dan sem poslušal Petro, ki je razlagala. Tako, če bo to, bo res hudo, ne? To je pa zame čisto super. Ja, zdaj te verjamem, meni jaz bom trpel cel cajt, ampak jaz bi šel rad to odpeljati, ker mi je ful lepa trasa. Če bo zaprta cesta, pa to bo top. Kdaj bo to, zdaj se predstavlja, ne? Bo en teden prej, ne? Ali kasnej, se zdaj ne vem. Kasnej, koliko je bilo, ne? Tako je bilo čas Slovenija. Zdaj so datum dirke po Sloveniji je normalen spet. Prav 14 dni po Franji. Ja, zdaj je bilo pa tako, kot Franja, ne? Mislim, malo prej, en teden prej. A ni bila takoj, ko se je Franja zaključila, je bil pol... Majtur je bil 7. A ni bilo 7 juni. Meni se zdi. Tam, ja. En teden, ja, tako. Mislim, da je 7 juni bil Majtur. Pa je bila pa Franja, en teden kasnej. Sam jaz sem šel pa v Schladming mountain bike etapno dirko. Dirke po Sloveniji, 7.10. Kurc. To mi gre najbolj na jetra. Ja, pa je res, ja, 4., 6., 5., 6. Ja, zdaj je bila v bistvu v istem tednu, kakor je bila Franja. Ne, en teden prej, po moje. Ja, no sej, ko se je zaključila, se je tudi Franja. Ja. Zdaj bo pa mislim, da je tako, kakor je bilo ponovati termin. Po Franji. Mislim, da, no. Sej, ja, veš, kako jaz to mislim do zadnjega tedna, pa pozabim. Kaj planiram ja, ne vem, do zadnjega trenutka, ne vem, kaj bom vozil. Na spletni strani ima še noč. Okay. Ne, to bi, kar mi je bilo ful dobro lan. Mislim letos.
mi je bilo ful dobro, sem že vzon s tem. Pa, ne vem. Ja, Ne vem. to je velika, ni? Ja, mislim, se bom še sproti. 4-5 ciljev v sezoni. Ne, se ne bojo cilji to vsi, veš, Mislim, ker ne more tako, biti. da imaš, ne vem, meni se zdi, za rekreativca je to že... Rad bi se ful dobro na tur pripravljal, mislim, se moram, ker je Ja. pretežka, da se ne bi. Ker imam malo še tiste... Takrat sem bil do pod Alp d'Huez, mislim, da je 15. Pa sem bil pa 60 ali nekaj. Čist, katastrofa. Odrezal, ne, sej tam ne moreš nič pol narediti. Veš, plan sem imel, ne vem, jaz imam rekord enkrat održal na Alp d'Huez, zdaj spet tudi sem, kje se 46 minut nekaj tacka. Okay. Sem imel plan iti, ne vem, 3,54 ali pa 55, pa sem šel pa uro 20. Ampak tudi, veš, kaj gledaš višince, ko odšteješ, ne, do konca. Ni šlo nikamor, če sem šel počas. To je bila taka muka, take muke pa že dolgo nisem imel. Tako da to. Jaz imam tako muko ponovati vsak let, ko gremo ta kraljevski slovenski krog Na odpeljati. Vršič, a? Ne, Če na greš. Vršič je še v redu, ko gremo najprej na Vršič. A ja, pa Se Mangart, pravi, ja. na Mangart, tam mene po večini me odreže že takoj, ko prijemo čez most. Tam Ja. Pa pol imaš pa še 10 gre, km. ja, pol še nekako gre, 3-4 km, pa čez prvi tunel, tam je pa pol... Pa že višina malo naredi svoje, veš. Ma Malenkost. ne vem, Pa jaz se mi glikogen. zdi, da... Cukor ti je padel. Nimaš Ne, energije. lej, vsak let se spomnim, kako je, pa vsak let pretegujem tam pol po ravnini, se postavim spredi in meni je dobro, ker leti 40 plus, mislim, saj feeling imam, da gre ful. Iz Vršiča proti dol, proti Ja, Bovcu v bistvu. Tam bi jaz sam pretegal, pa že uni hupsari dolgo pod Mangardom, to mene vse peče že. Sej, vem. Aha. Mi smo imeli 2022, mislim, da so tudi snimali, ko sem šel v Sarajevo svetovno. Pa smo šli to za pripravo, ki je bilo ful višincev, ampak smo šli tako Vršič, Mangar pa Vršič, ne, nazaj. In nazaj na Vršič sem še se od začetka skočil, sem se še ful dobro počutil. Ker mene 10 km do vrha prebil, oni me niso na vrh niti čakali, pa avto dol, mislim, da so me 40 minut čakali. Auč. Jaz, toliko me je prebil, da jaz mislim, da sem hotel odpeti se, pa peši sem rekel, če bom šel peš, bom pa tle Kako so ostal. pol vozil ta Vršič, uro pa pol? Ful, ne vem, moram prvo pogledati, ampak nikamor. To je bilo 5 na uro. Pa ful vroče? Vse je bilo, pa zmanjkalo me, energije zmanjkalo. Ampak prej, veš, prva 2 km že skočim, tako 350 vatov recimo, pa na vrh pa gor 130 vatov. Nič nisem. To imam tudi jaz, isto. Sam, da mi smo šli pa, takrat smo šli pa najprej Mangart, pa sem se še nazaj držal, kao, da bom šel na Easy, da bom pol na Vršič odpeljal. Jaz sem se ustavil, takrat je tudi bratranca Orang zabil in so se mi da ustavila že na poti do Vršiča v lokalu, pa ko je kolce tolkla. Prideva tja, jaz, koliko imaš iz te strani cajt na Vršič gor? Ti imaš Iz koliko? Kranjskega 35. 31, 55. Ne, iz Bovca gor. Nisem nikoli šel na pol. Jaz, no, takrat sem imel cajt skorda ne isti kukar pa iz Kranjske gore. Sem imel v glavi imam, da je bilo 46, da je bilo 48 minut, no. Ko me je zabil, sem vozil uro 18. Ja, toliko sem šel, jaz sigurno, če nisem šel slabš. In sam jaz, Po moja ura pa pol. 2 km spodaj uno kamaš, Še šlo, sem ne? šel tako dober, da sem jaz mislil, fuck, to res leti zdaj danes. Saj za mojo pripravljenost, pokaj me je pa zabil. Uno, ko noge grejo, to, ko grejo, ne moreš pa nič narediti. In sem komu prišel do gor. Pol uno jasno, ko sem prišel spodaj, sem bil tako vesel, da sem videl uno mrzlo vodo za unih 5 sekund sicer, ko pa je tako mrzlo, da greš tako ven. Itak, ja. Ampak ja, tako da in to je ta krog, pa čak, kje me je še letos zabili res Orang, da tudi nisem mogel nič. Pisa še eno, se sem govoril, tudi na Frani. Ker sem pa štartil zadnji čist. Pa si mogel poloviti In sem do pa lovil pod in sem klanca. imel vate, mislim, da sem imel top 3, top 4 cajt iz Tle po Ljubljane do Vrzdenca, po Stravi, ne. Pol me pa toliko me je zabil, da jaz na klanc gor, ki bi ga odfuril za average vati, ta najboljš, mislim, da imam okrog 380 do 400, ta prvi del klanca, zdaj sem vozil 270.
Pač noč. Ne gre. Se spomniš Gran Fondo Pinarello, kjer smo mi štartali? V zadnjem boxu. Pol ure sem šel na FTP-ju, pa sem prišel pod klanc s ta prvimi, pa sem je čist gotov. Ti si takrat vsakič odpadal, pa si jih pa vsakič ujel, ne? Nek tazga. Če sem bil, veš, me je tok prve pol ur, pa sem jih vsakič ujel, pa sem jim pa še skočil. Ja. Ti si bilo fajn. Sem to se naredil. Pa še zmagal. Fausto, ne vem, če bi že kdaj tako vesel, kot takrat, kaj tebe videl, ko se Spinarello tam gor pripelo. To si jaz rekel, ja. Itak bojo vsi šli, pa smo vse nazaj polov. Čak, pa ti smo takrat če uno special barvo, ne? Ja, italijansko uno, ko sem tam zanč. Ja. Itek, da je bil vesel, kar radi. Dobro, ne, sej bilo, tista sezona je bila 2019, je bila meni, glede na leta, ena najboljših sezon. Pustimo, malo sem bil že starejši, ne, ampak to vse, kar sem pel, v bistvu večino sem zmagal lahko, ne. Tako da, takrat je pa res dobro. Še tudi Vršič, recimo, sem še pol minute šel slabše od mojega rekorda. Pa glede na to, da sem bil, koliko star takrat, 37, 38, ja. Je bilo še kar ful dobro. Jaz sem zdaj 39, pa imam ta najboljše cajte, skoraj da ne. Ja, zdaj, je pa res, da nisem bil nikoli na tem nivoju, kot je. Če si ti profi, ne moreš imeti pol pri 40, ne? Sam, jaz vidim, da se da pa ful dober, sam paziti moraš ful več stvari. Ful več stvari moraš paziti, pa ne kar neki brezglavot, kot jaz včasih delam, ne? Ja, fora je, da če bi vedel to, kar veš zdaj, pri 20 bi bil ulala boljši. Ja, se to vsi pravimo vedno, ne, za te stvari. Ja, take stvari, ki smo mi takrat delali. Toplo vodo. Mi, ki smo derkali, pa jedu hot dog, pa hamburger tik pred štartom, pa Snickers, pa Milka čokolade si jedu. Stari, itak, da nisi bil nabit z energijo tam, če si samo tako hrano jedel, kad si samo spavala te. Zvečer pretekmo smo šli na pico, papir. Papir mogoče niti nekaj, to smo se pazili, ne, pico. Ja, vi ja, v mojih krogih se ni meni kaj preveč pazil. Take stvari smo delali, da jo. Ja, čakam, mi da zdaj še kaj zanseniti? Kaj bi še? Ja, daj mi, lahko poveš še malo v bajku, kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč, da si naredil že nekaj kilometrov, zdaj ga lahko spluvaš, lahko ga pohvalaš. Ne moram ga spluvati. Res ne, ker skozi bolj, pa zdaj mi je že ta velikost, jaz ne vzel. Ful mi je dobro. Ne, veš, kaj sem imel malo bil, načetka sem mislil, da sem premehkega kupu, ker zadevam z nogo v gumo. Ampak to vidim, da pri teh novih kolesih zdaj že vsi zadevajo z nogo v gumo. So zgleda take geometrije, da je tok spredna guma, a ti zadaneš? Jaz še nisem. Ker nimam velike noge, ne, zaradi tega. Ampak... Si se hotel malo pohvaliti, veš kao? Ja, nimam. Ne. Saj sem medil, ne? Ne zadevam tako med vožnjo, ampak pri obratu pa lahko ful hiter zadanem. Sprav, če si na semaforju, pa bi stal parmiral. Ja, če bi mal... Okay. To... mogoče je mečken občutljiva mi bela barva. Stran, ker sem ga naslonil, mečken tak, sem tisto po mojo spoliram lahko, ker je sam Ok, vem, kaj misliš. Tle, v spredi, top. Ja. Ej, ne vem, jaz sem z bajkom se toliko zadovoljen, pa sem ga še malo bolj spimpu, toliko da sem prišel pod 7 kil in je prav dal bi ti ga zapeljati, zato da bi videl, a se kaj drugače obnese. Ne, se bi rad to probal, zato ker moj ni težek, sam se mi zdi, da bi ga lahko ful lepo... Ti imaš koliko 7,25, ne? Tam nek, ja, okay. Ne vem, približno. Sam glede na to, jaz mislim, da imam feltne, da so pač to, veš, te... Niso. Tubeless. Moram enkrat probati. Tubeless pa sedeš. Sedeš itak, ja. Sedeš itak. In tu sta dve, a veš, pa imaš še rotori so te 60 gramov lažji. Ok, sam jaz rotorje me ne zanima. Jaz si samo hočem povedati, ne. Sedeš imaš 100 gramov, okay, rotori so 60 gramov, tubeless je 150. Sedeš imam več, imam 150 gramov tvojega teži. No, ta ni moj, jaz sem do tega sam zdaj letesna. Ne, od Berka imam 150, sigurno teži. No, a vidiš, pa si pa takoj tam, ne, ker tubeless je pa cirka 150 gramov. Ja. In pač če se tako dobro pela meni tubeless. Sam meni tudi klepar temu, moram reči, že stopil v zračencem, je dosti boljša vožnja, kot pa z navadnimi zračencami. Ja, to itak, se to je že testiran. Razen, če ne napumpam premal, kar se je pri meni kar doskrat letos zgodil, jaz sem še tako s 3 bari
Ja, verjamem se. In že zdaj na rundo tako probam, pa se to je dosti. Pa sem dal za vsak slučaj pumpo gor, mi kaže zadnja 3 bare, sprednja mislim, da 4. Imaš 30-ke? 28. In sem pol napumpal obe dve na 5. In, Jaz skozi na 4 pumpam, ne? In pol itak je manj, ne? Ja. Ponavad. Na Ti tekmah pol imaš malo 20 več. kil manj, veš kaj, še več. Sam je mal na meji, ne? Je ful dober, Ja. Vožnja je udobna, pa prijem pa vse. ful je dober. Ja. Ne, sploh jaz ne razmišljam, meni je ful dober za vost. Ampak ne, recimo, da bi imel kilo 100 težke feltne, ne. Sam, veš kaj, pa bi imel lažji kolo, vprašanje pa kako bi bilo glede... Na brzini se ne bi tako dobro pelil. Ne, Razen, pa- če bi imel isto visoke, pa da bi dobil to lahke. Ne? Ja, sam vprašanje, če bi bile tukaj toge. Ja. Ne vem, to je večna debata, ampak lej, super se pele. Ne smeš imeti to v glavi, da bi, a veš, kaj zdaj imaš ene, ki so res 6, 7. Ja. Jaz sem itak, moraš imeti 6-8 skoda. Ja, ok, pa recimo, da nimaš, ne, ampak da bi zdaj ful dubo zaradi tega v klanc. Lej, zgor sem se vozil na asfalten klanc s fuljem, pa sem imel v 12 minutah minuto slabši čas. Se pravi, za tistih 100-200 gramov ne bo nič drugače. Da mi pa povej, jaz imam eno stvar, če bi jo lahko spremenil na bajku, pa upam, da se bom zmenil. Moram iti še do določenih mojstrih karbona v Sloveniji, če mi bo ta lahko kaj naredila. Kaj bi spremenil, če bi lahko? Eno stvar, ne vem, sej to si lahko sam zmisliš. Jaz rečemo, imam eno, ki bi jo probil, ki bo plus za vklanc gor, bo pa pol kar minus na spustih, po moje. Ne vem, nisem veš. Ne znam ti povedati, se mi ne zdi, da bi se ena stvar, da bi lahko izpostavil, da je ful slabša. Ok, zdaj ste slišali, najboljši kolo na svetu, Matej ne bi nič spremenil, tako da pričakujem naročilo. To je pa kar hiter. Ne, res se mi ful se fajn počutim. Daj, mogoče za tiste, ki so na znamke občutljive, pa je problem, ne? Za ene full top tako, brandi. pustva, kaj piše gor, ampak govorim ti, če bi lahko tako, ko si na kolesu, če bi karkoli lahko spremenil, da bi čist po svoje imel, če te karkoli moti. Jaz imam eno stvar, ki bi mogoče sprobil, ne vem, a bi bilo boljše slabšno. Ne, mogoče bi imel mečken lepši tisle sprednji zaključek, je tako, ki so že enkrat govorila, to špico, bi malo drugače oblikovano. No. A ja, ok, pa ti to ni govoriš o obliki. Ne, načaja, kaj bi imel dodatka, sam to nima veze s kolesom. Za varijo moram dobiti tist 3D print, pa ne vem, ali se da dobiti to. Ali morajo dati po naročilo. Po moje, da to tam, ko prodajajo, to jim rečeš, da za tako sedežno in ti naredijo. Ja, ima za to sedežno. Ja, najbrž imajo, se imajo za vse. Sam guma pride zadnji, ja, pa gre. Ja. Tist bi imel, ja. No, jaz povej. se bom probal zmeniti, da pri sedežni opori, kleka pride ta zadan, ta štifta, karkoli je, ki pride čez, ne, da bi bil oblikovan tako, da je v V. Se pravi, da bi dal sedež lahko še bolj naprej. A veš, kaj mislim? Ker zdaj je tok, da niti sedeža ne morem dati bolj naprej. Pustimo, kle mogoče malo drugače zgleda, ampak pri lupini pride že tam, ki se sedeži, ki je že te rejli se že krivijo gor. In če bi tako dal, da gre, da je tako, ne? Pol bi dal lahko sedež še malo bolj naprej. Tako da to bi probil, ker se mi zdi... Zdaj si ne predstavljam, čisto točen, ampak mislim si tisti, da tam, ki zašraufaš. Da ima ta šrauf bolj naprej. Ja, okay. In če bi to dubu nekako tako iz karbona ali pa iz česarkoli, to ploščico, da ne bi bila ravna, ampak da bi bila v bistvu tako. Okay. Da bi dal za centimeter še naprej sedež. Če ne pa unmo reči, kaj že izkje tist, ki ima ki je bil zanč Benan za kolo. Ja, ne. Unmo reči za tisto sedežno oporo. On je meni že tako smešen z unimi očali bil na kolesu, da to bi ga Beno že zaradi tega. Ne, tako da edino to, ker bi rad sprobil, ko je, sam pa problem, ker bi imel težišče toliko naprej, že zdaj ga imam ful in pol pri spustih, a jaz se moram prav pozarjati, da grem z ritjo bolj nazaj.
ker doskrat štartam ful naprej, pa začnem bremzati in me ful hiter mislim, jaz ka bolj agresivno bremzam, sem ful hitcem na ta sprednjem kolesu. To je po moje hiba vseh bajkov ta novih. Ja, sploh zdaj. Sam lej, jaz bi to sprobal kao klanc gor, pa vidim, da če si bolj naprej, je boljši izkoristek moči in se pelaš. In mi je dosti boljši. Itak, veš kaj, jaz sem imel včas sedež fizik Arion, mislim, da je bil. Ker je ful taka oblika, da si se pomikal lahko ful naprej, pa je odspred sedel in mi je bilo, jaz sem bil vedno, kakorkoli si sedež dal, sem ga čist naprej ali pa nazaj. Si bil čist naprej. Ne, se mi zdi, da kle rekreativci hitro opazimo takrat, ko greš malo bolj na polno, vsi smo čist na koncu sedeža. Pa bi mogel upoštevati, da bi dvignil sedež si, ne? Ja. Drugače si pa malo prenisk. Ja, ne vem, lej. Ja. Jaz sem rekel, da to je edina stvar, ki bi probal, pa trenutno se pogovarjam s temi, ki imajo te nove verižnike, ki je zanč Kavčnik objavil. Nisem gledal, kaj pa? Petra mi je povedala, jaz niti ne spremljam. Neki te verižniki so ful lahki. Ne ti karbonski, ki ima polgi. Ne, zadnji verižniki. A je zadnji? Ja, ker meni je dober, ker so čist črni, pa lahko imaš črne z zlatimi. A so karbonski? Ne, titan. Ali imaš sam Spider, titan, pa so pa te nosenijo. Skratka, to gledam zdaj, da bi si edino še to stvar bi si rad spremenil na bajku, pa je pa perfekt. Ketna je ta pa še ful. Kle gre, ne vem, meni je vse razen sedeža, mi je bolj všeč unkaj čist črn, lupina je meni top, gre lepš gor. Tukaj se mi zdi, da sedež preveč izstopa. Meni ta oblika sedeža mi je taka preveč seka, ven je pa ful udoben. Tako da vsi... Res? Je gorma... Ja, ful je udoben. Pa če jaz, ko sem ga vozil zdaj, meni se je zdel, ker sem skos na federih, sam je prevozek zame. Škaj imam jaz probleme. Jaz rabim od spredi udobenga, čist od spred. Je tudi ta bolj udoben. Jaz sam spred sedim in imam ful probleme s tem, mogo bi ga probati. Ta je udoben. Pri moji kilaži v tom. A ima en sloj več? Ja, ne vem, sam je tako, za voziti je ful udoben, meni je sam problem, ker na to furo, ko smo šli mi, me je užulal, kar je me je isto uni prejšnji, pač jaz radim saj 150 širine sedeža, da se dober pelam gor in ta pač ni toliko širok. Kaj ta je ožji? Ja. Tako da edino to me moti. Drugače pa, če bi bil širši, bi ga zihar hotel imeti na testu. Jaz bi ga pa testiral tega. Ja, ti ga dam. Zdaj ti ga lahko dam. Malo počakam, malo kasneje. Ja, bo zaključil. Zakaj mora biti črna ketna? Zaradi tega, ker vse, kar je... ti, kaj ne pucaš. Vse, kar je malo drugač, je nekaj posebenega. To pa je. In tukaj se gre po moje čisan zaradi tega. Tako, ker so zdaj kakšne te grupe, ja veš, včasih so bile kromirane vse, ne? Zdaj so šli v barvno. Zdaj, če daš spet, če bi Dura Ace naredil kromirano, verjamem, da bi lahko prodajali za par 100 evrov dražje. Ja, vem, ja. Sigurno se. Tako da, bolj se gre zaradi tega, pa jaz, ko bom dal polenka, če verižnike črne, se mi zdi, da bo pač lepš zgledal. Ja, pucati ga ne treba veliko, ne? To že zdaj ne, ker imam itak ta vosek in to se neč namaže. Ne, se hecam, ampak ja, vem, z voskam. Samo moraš res pol skozi voskam, ne smeš. Ja, jaz si tako veš kaj, ker imam kle runde, pa vse jaz pucam kolo 2x na teden, ga operam, 2x na teden namažem, kilometre sem pa max delal koliko 400, dobrih 400 na teden jih je bilo max čez sezono. Tako da je vrh glave. Tako da drugače pa nimam pritožb nad bajkom, sam čakam, da ga več ljudi sproba nabav, ka meni je pač sploh ne vem, vsi, ki me vprašajo, jim rečem, da rajš tega dan za sprobat, pa ga skurci, sam če te lahko posnamem. Ja, zaradi tega, da pač, ki bi res imel rad tak feedback od čim več ljudi. Jaz bi ga rade vole skurci, ampak mi nima, mislim, meni je fajn za vas, res. Ne zdaj, da bom ful reklame delal, ampak ne vem, no. Pa še gonilko sem dogor zdaj 165. Je tudi to res. Da ne nasedeš nek, ne? Ja, pri meni se to pogiba, da mora imeti krajšo gonilko. Pločnik ne zadane. Dobar, sam še baterija je klatva, a ima še kaj zapovedati? A morava kaj od regeneracije še kaj, ali od počitka se nekaj rekel, da bi rad... Ali ne?
Ali smo že šla čez vse tiste, no, brez veze. Rečemo, da ima zdaj 53 minut. Dosti je. Bomo Lovšeta spet povabili čez kakšen mesec, dva. Pa če vas karkoli zanima, lahko napišete spodaj v komentarje, pa šla naslednji čez. Tako da sončki, uživite na bajku, do naslednjič. Čau.